Hej, folk! Kar dobivam zadnje čase spet ful odziva na moj video o resni.si, sem se odločil, da bi bilo mogoče zanimivo pokomentirati še kakšno drugo slovensko stranko. In ko sem vas na Instagramu vprašal katero, ste izglasovali Stražo. Čeprav tudi Levica ni bila daleč. Preden gremo naprej, je pa tu sponzor tega videa Ščetke VBO. Poslali so mi jih celoletno zalogo, ker sem zmagal na Perotovem livestreamu. Spet. In moram reči, da so kar fajn. Imajo edine ščetine iz črnega kremena, kar je ful dobro za čiščenje zob, baje. Ne vem, nisem zobozdravnik, so jih pa zobozdravniki razvili in potrdili, tako da verjetno bo kaj na temu. In glede na to, da sem jaz trenutno zdaj njihov ambasador, so Ščetke VBO najbližje, kar lahko pridete temu, da imate nekaj mojega v vaših ustih. No, zdaj pa pejmo naprej na video. Full disclosure, njihovega glavnega šefa, ali karkoli že je, Alena Komana, poznam že odprej, ker sem sedel zraven njega na poroki od enega kolega enkrat in pa tudi bil na njegovem livestreamu leta nazaj, tako da lahko zanesljivo rečem, full čuden tip. In glede na to, kar sem vedel o njemu že od naprej, sem si rekel, ok, pa da vidimo kakšne poglede imajo fanti v tej stranki in niso razočarali. Ok, mogoče ena taka skupina ljudi, ki mi pade na pamet, da pa jim bo slabše, čeprav mislim, da ne, ampak so ženske, ki izrecno želijo in uživajo v tem, kar delajo splave. Ne samo, da jih podpirajo, ampak ženske, ki uživajo v temu, da delajo splave. Prav take, ki jih kličeš, če grejo kam žurat za vikend in so ja, v klinični center! Pač je glup folk in pol je stranka Straža. In bi verjeli, da splav sploh ni edini greh, v katerem te pocestnice uživajo. Imeli smo nek oratorij 10 let nazaj, ne spomnim se več koliko, in takrat je bilo pač poletje, smo se odpravili na koncu oratorija še v cerkev. In ko smo seveda hodili tja, sem opazil, da so imeli nekatere punce občutno prekratke hlače, kikalice, karkoli že. In ko sem jaz to izpostavil tem našim animatorkam, sem rekel, treba se pa za cerkev malo lepše obleči, pa saj čez kolena, pa tako, kot smo imeli takrat neke standarde. Od lastnega župnika, od tistega, ki je vodil oratorij, sem dobil: Andraž, ustavi se. To ti ne boš delal, to ti ne boš govoril, ti prinašaš razdor v cerkev, ti prinašaš razdor med naše animatorje, animatorke, kakorkoli. Aha, na pol gole animatorke pa ne prinašajo razdora. Na pol gole cerkvene animatorke. Pač opisujejo jih, kot da niso prišle lih kar iz oratorija, ampak iz striptiz kluba. Ampak ne razumete, nekaterim se je videlo cela kolena! In ni čudno, da se tako obnašajo, samo poglejte, kaj jih učijo v šolah. Se morajo učiti, pred kratkim mogo naučiti dve stvari, ki sta me popolnoma zmotili. Pri spoznavanju okolja, med drugim, to, kaj se zgodi, ko pride do združitve moške in ženske spolne celice, 8-letnik, ljudje božji, ne, to bo Bog teril od vas, kaj se vi z 8-letniki pogovarjate in mi starši imamo nobenega vpliva na to. Združevanje spolnih celic 8-letnikom? Ja, najboljše, da jim naslednjič kar zavrtite celo filmografijo Rocco Siffredija na tej točki, ker očitno je zdaj pornografija del učnega programa. Ni čudno, da se potem cerkvene animatorke oblačijo kot neke vlačuge, če jim vrtijo te eksplicitne vsebine ves čas in so potem tako pobezdele od hormonov, da so bolj potrebne kot polje dežja. Ne vem, punce so velikrat s prsti tako spretne, da meni sploh ni jasno, kako je možno to, ne. Ok, ta je bila vzeta iz konteksta, ampak morate priznati, da je dobra. No, ampak, če v Straži niso povsem navdušeni nad obnašanjem nekaterih deklet, imajo pa dosti lepši pogled na generacijo Z. Zaradi tega so tudi toliko bolj dovzetni za te vzorce resnice, ki jih srečujejo, ne. Zato jim je toliko bolj čuden in tako lažje, brez zavor govorijo o tem,
kakšne pomisleke imajo glede koncentracijskih taborišč, recimo, glede holokausta, ne? Glede vloge mednarodnih Židov pri bolševizmu, ne? Oh ja, ta čudovita generacija Z, oziroma kot jim oni pravijo, generacija Ziklon, ki nima teh nezdravih zavor, recimo pri temu, da krivijo mednarodne Žide za vse slabo na svetu. Ampak nažalost, niti vsi moški v tej generaciji niso čisto taki, kot bi jih straža rada. In vidim pravzaprav, da vsaj ta zdravi del, res da verjetno obstaja tudi druga sorta generacije Z, ki so pa popolnoma drugačni, verjetno bistveno bolj degenerirani, ne vem, gledajo tiste animeje ali kaj se in kaj, ne, ampak... Animeje gledajo, tej degeneriranci zablojeni. I didn't know you had a Honda. Yeah, I don't really speak of my own accord. Ne morete rajši viseti po forumih, ki debatirajo statistike holokausta kot zdrava mladina? Mislim, zakaj mladi ne morejo dojeti, kaj je zares kul v življenju? Ne. Da tudi če ste nek radikalen desničar, da ne mislite, da je gej moj trožen venc. Nasprotno, jaz vam povem, da je gej, če ste še tak naci Jackson, boxer, pretepač, ne vem kakšen badass MF, ne? Ja, molit rožni venec ni gej, ampak kul. In to tako kul, da je še bolj carsko kot biti, ne vem, naci skinhead. Ampak ne vem, zakaj jim nekateri očitajo, da so v straži ful nestrpni do drugih ver in kultur, ker meni se zdi, da so do njih čisto odprti. Tu, ali pa je bila to slovenščina, te pa ne vem, so se pogovarjali o praznikih in med drugim omenili na isto raven dal Hanuko, Bajram in Božič. In potem je bilo spodaj vprašanje za otroke, kateri od teh treh praznikov pa je tebi najljubši. Mislim, ok, bom kulturen v nocojšnji oddaji, ampak kdo v Sloveniji sploh ve, kaj je Hanuka, razen mi, ki smo hardcore fani South Parka in znamo drejdl na pamet. In kakšno vezo ima Bajram s slovenskim narodom? Ok, par tistih busancov, ki so tam prišli delati, gradbincev, čistilk in tako naprej, oni v zasebnosti svojega doma lahko ta praznik praznujejo, če želijo, ampak... Vidite, prav nič nimajo proti temu, da bosanci praznujejo Bajram doma, ko imajo pauzo od tega, da so gradbinci in čistilke. Pač vsakemu svoje. A ko so šli križarji usvajati Sveto deželo, ne? In so poklali 100,000 muslimanov, ne, tam. A so zdaj oni... A se mi zdaj sprašujem, a so oni to zdaj tam delali, zato, ker so sovražili muslimane, a zaradi tega, ker so ljubili Boga, pa so hoteli Sveto deželo narediti varno, pa za katolike primerno, pa tako naprej, ne. Mislim, da tako spraševanje nas hitro zapelje na to pot nekega modernističnega kumbajale. Na koncu dneva je meni čisto vseeno, ne. Na koncu dneva jaz bi celo rekel, mogoče so pa premalo sovražili te muslimane, ne. Evo, odprto razmišlja o temu, kako so mogoče križarji posvetili premalo časa spoznavanju drugih kultur in ver. Toliko mu je do tega. V programu stranke imajo celo to alinejo. Prepoved in kazenska opredelitev uvažanja, prodaje in posedovanja halal in košer hrane. Zdaj, halal in košer je lahko ful enih različnih stvari. Recimo perutnina je halal in košer. Tako da, če imate doma recimo kokoši, jih samo na vsake toliko malo nafutrete z ocvirki in sploh ne boste rabili iti v zapor. Pa ne samo perutnina, tudi vse sadje je halal. Tako da, če bi oni zmagali na volitvah, folk po novem zgleda ne bi več švercal kokaina v bananah, ampak banane v kokainu.
Ampak morate razumeti, da je to preprosto odraz tega, koliko so oni predani veri. Recimo, poglejte, kdo bi bila prva oseba, ki bi jo Alen klical, če bi zmagali na volitvah. Najprej bi poklical papeža. In če ste razmišljali o tem, kakšne so šanse, da se temu tipu papež dejansko javi, po moje niti ne tako slabe v primerjavi s tem, da karkoli dejansko kdaj zmagajo. Pa bi rekel, lej, zdaj pa takole ne. Tle v Sloveniji je trenutno prevzela oblast katoliška stranka in ali bo v vseh župnijah omogočena vsaj ena nedeljska tradicionalna latinska sveta maša, ali pa odklopimo vse duhovnike iz proračuna. In država kot taka neha sodelovati s to modernistično cerkev. To je bila prva stvar. Veste tisti izraz bolj papeški od papeža? No, pri temu tipu to sploh ni metafora. On se ima dejansko za bolj kompetentnega od papeža glede tega, kako biti papež. In tudi država ne sodeluje s cerkvijo, so prav ustavno ločene. Tako da res ne vem, kaj ima tle v mislih, razen to, da bi rad napizdil malo papeža ob priliki. Ker to bi Jezus hotel. V škodo sebi delajo ljudje, ne? Tudi to recimo, ja, jaz bi vas podprl in vse, ampak vi dajete Boga na prvo mesto. Ja, pa se ga ne damo tebi na prvo mesto. Mi dajemo Boga na prvo mesto, ker iz tega gradimo svoje načela, ne? Tudi svoje nazore življenjske in tako naprej. Ne pa zato, da bomo tebi ga potisnili po grlu navzdol, ne? Ja, oni ne zahtevajo od tebe, da verjameš v Boga, ampak samo, da se obnašaš, kot da bi verjel v Boga. No. Ni, da moraš zdaj verjeti v katoliško vero, samo ne smeš prakticirati nič, kar ni katoliško. To je to. Ok, sicer imajo tudi v programu: katoliška vera je edina, ki uči, da je zakon, ustanovljen od našega Gospoda Jezusa Kristusa, nekaj povsem nerazvezljivega, kar je edini možen temelj močnega družinskega življenja. V toliko mora katoliška vera uživati posebno podporo v državi slovenskega naroda, kot vzgojiteljica za zdravo, družinsko in narodno življenje. Nenazadnje je to tudi, tradicionalno vzeto, vedno bila vera slovenskega naroda. Kar je tudi spet popolnoma skregano z ustavo, ampak noben vam ne vsiljuje vere. Ko bojo vrteli posnetke maše otrokom v šolah kot obvezen del učnega programa, bo to, če se na koncu prekrižajo ali ne, čisto njihova odločitev. In ko smo že pri šolstvu, tudi tukaj imajo seveda v straži svoje ideje, kaj in kako. In ne bo nobenih različnih oblik družine in tako naprej. Za začetek že zato, ker šola temu ni namenjena. Kaj ima to veze z matematiko? Kaj ima to veze z deljenjem, množenjem? Kaj? En lulček krat en lulček sta geja, ali kaj? Mislim, ne vem. Iskreno, če se probajo dva z lulčki množiti med sabo, je to kar definicija biti gej, ja. Mogoče bi pa temu komanu vseeno koristilo malo spolne vzgoje. Medtem ko naši otroci, ki so doma, ki se šolajo na domu, so dobesedno 3/4 časa zunaj, če je lepo vreme, pa tudi velikrat, če ni lepo vreme in tako naprej, enostavno si želijo iti ven in tam dobesedno in čisto zares spoznavajo okolje. Torej mu otroci tudi sredi največjega naliva še vedno probajo zbežati ven, samo da ne rabijo še enkrat poslušati o tem, kako bi Maša mogla biti v latinščini. Ja, to zveni kot res odlična reklama za njegove učne metode. Ampak sej verjetno ne bi bil jezen na njih, če grejo rajši ven, ker Alen je miren in zgleden kristjan, ki vedno nastavi drugo lice. Glab, a si ti zabit, a si ti umsko prizadet, če sem jih kar povedal, da se pa hkrati lahko pusti privat, da se ustanavljajo vrtce, ogromne nove socialne transferje, pa ne znate dveh naštet. Ne znate dveh naštet. Proklet, provokator, smrdljiv, en. Vem, da ti hlab, ne, si en navaden smrdljiv boomer, ne, vi ne razumete, kako... Evo, razkrinkal se je, proklet boomer! Ok, ta zadnja je verjetno bila zajebancija, upam.
ampak vse ostalo pa se je legit na polno pizdu na tipa, ki mu postavlja čisto normalna vprašanja. Ful enih rezov v davke bi imeli te iz straže, kar seveda podpiram in je vedno dobra ideja, ampak zraven bi pa kar uvedli še neke izdatke brez nobenega načrta, kako jih financirati. Pa tudi nasplošno vsake toliko te njegovi pogledi na gospodarstvo izpadejo kot nekaj, kar bi komot rekel Kordiš. Tega, a pa zanj sem govoril ženi, pa kdaj so bila recimo midva nazadnje v Hervisu? Zakaj mora ta Hervis obstajati? A bi res Slovenija, ne, kot država, slovensko gospodarstvo popolnoma propadlo, ne, če mi kar naenkrat ne bi imeli po celi Sloveniji na 2000 kvadratih za vsakim vogalom enega Hervica. So kolikor toliko premožni, ampak kaj s tem svojim premoženjem delajo? A z njim živijo zares katoliško življenje? A ga delijo med reveže? Ali, ne vem, recimo posojajo brez obresti in tako naprej in tako naprej? Torej so ful za nacionalizem in tudi ful za socializem. So skoraj malo taki socialnacionalisti v tej stranki straža. Kratica SS, by the way. Ampak pri njih je res težko vedeti, v kaj sploh verjamejo in kaj ne, ker itak govorijo enkrat eno, enkrat drugo. Tudi v programu imajo recimo krepitev lokalnih vojaških zavezništev, kot naprimer CEDC in odmik od NATO zavezništva. Kar je zanimivo, ker kdo je druga oseba, ki bi jo Alen klical, ko pridejo na oblast? Govoriti z Melanijo in z baronom in reči, lej baron, slovenski narod je pripravljen postati vazal tvojemu kraljestvu v Združenih državah Amerike. Ful je za neko nacionalno suverenost in ne vem še kaj vse. In kaj bi bila prva stvar, ki bi jo naredil, če bi zmagal na volitvah? Komplet Slovenijo bi podredil sinu od predsednika ZDA. Niti ne dejanskemu predsedniku. Sinu bi šel kleče plazit kar samo od sebe, brez nobenega razloga. Jaz ne vem, beseda prizadeto je preprosto prešvoh v nekaterih primerih. Pa nočem biti nesramen do teh ljudi iz straže, ker to je bila itak že narava dovolj. Ampak ne bi jim pustil stražit kur, ko se pasejo, kaj šele celega naroda. In to je bilo vse za danes. Upam, da vas je to dovolj informiralo o stranki straža in njihovih pogledih na svet. Lahko lajkajte ta video, če ste v njemu zvedli kaj novega in se naročite na moj kanal, če bi radi, da še koga komentiram v prihodnje. In pa seveda, umivajte si zobe. Lahko bi rekli, da so ščetke VBO vaša straža pred bakterijami. Ajde folk, čau! Ko pogledam to nebo, bi te najrajši ugriznil